Potem je pa še en moment, ki ga pa v glavnem tudi zaročijo države, ki imajo že evtanazijo, pa jih je samo 10 držav na svetu izmed 200. In te imajo okoli 15% zvišeno transplantacijsko dejavnost, ker pri tistih, ki so mlajši in se odločijo za evtanazijo, jih napogorijo za darovanje telesnih organov. Mi smo v Eurotransplantu, mi ne uporabljamo organov evtanaziranih ljudi. Medtem ko vse več držav uporablja te organe. In ne pozabite to, kar se bodo naši otroci ali pa vnuki starejši tukaj naučili kot mentaliteto, kot nekaj, kar je sprejemljivo. Torej, da te je tudi sprejemljivo, da dedka ubiješ, pa babico, pa prababico, pa pradetka, pa počasi to pri sebi rekli, ja, moje življenje je nevredno, moje življenje nima nobenega smisla, je bezvredno in zahtevam, da ljudje to nekaj rada. In potem pa govorijo te mlade, da ti organe so pa dragoceni, jih ne govorijo in lahko naredijo tako imenovano altruistično evtanazijo, kjer jim dajo spiske ljudi, ki rabijo organe. Pa reče, temu bom dal srce, temu levo libico, temu desno, temu bom dala maternico. A veste, in to so res stvari, ki jaz mislim, da jih družba ne bi smela.